Ja, s čim vse nam lahko postreže nogomet, kar nekaj vrhuncev bi si lahko zamislili glede te tekme, ne. Ampak ob določeni količini sreče, v bistvu res čestitke Chelsea za tole predstavo. Dobro, oni so igrali v okviru svoje zmožnosti. Ja. Ne more doben reči, bili so borbeni, srčni, koncentrirani, komunikacija vrhunska, taktično postavljeni, pač kakor jih postaviš. In na koncu se jim to obrestovalo, pa res zvrhana mera sreče, ampak vse zato se pa igra fuzbol. Ne bi bilo zelo nezanimivo, če bi bilo pa res vse v eno smer. Ampak tekma pač zagledati, zopet zvrhana mera te agresivnosti in dobro so bili postavljeni, dobro so izdržali. Ker je tudi treba znati odigrati ta bunker, kot mu pravimo. Ne nazadnje Barcelona je to vrstne taktike morda celo najbolj vajena, kar se tiče... Večino tekem igrajo proti ekipam na ta način, ampak ti so zdaj na koncu je bilo že res vse skupaj v 15 metrih, tako da, ja, realizacija, ne vem, mene pri Barceloni, jaz se sprašujem, ne da me moti pa ali da bi jaz karkoli drugače naredil, se izplača to iskanje mesta Fabregasu v Barceloni. Ja, je bilo to danes morda najbolj očitno? Mislim, da meni je mogoče to najbolj šlo nekako skozi v mojem razmišljanju. Nekaj časa se še to pojavlja, ne, in Barcelona je najboljša ekipa, najbolj gledljiva, veruke osvajajo, ampak v tem trenutku oni visijo v Evropi in 4 točke so za Madridom. To se pravi, da tu nekaj ni vse tako idealno. Da težko porabiš sintagmo, da je nekdo z drugega planeta, ko zaostaja v domačem... Ne, drugega niso, zaradi tega, to je jasno. Ampak, dobro, številke, če gledaš pa zdaj same številke, tisto pa strahovito, ne. Ja, to 650 podaj manj in tako dalje. Bova prišla... Prehod. Od odzete žoge do same realizacije je bilo vse v enem šprintu in vsi vemo, da Barcelonina obramba ni idealna, ampak to ni velik problem, ker tako in tako imajo 70 ali pa 80% žogo v svoje posesti. Redko pride do obrambe sploh. Ampak v tem primeru je pa ta, in pa še v pravem času, strahovita samozavest gre v slačilnico, nova energija, potrdilo se je, da zmorejo, da lahko in da so tudi ti ranljivi. In tu so dosti bolj črpali igralci Chelsea, kot pa Barcelona, ki se je mogoče po zavesti začelo spraševati, tu pa ne bo tako lahko, ne. In oni so naredili tam, ki je bilo treba, ko so jih že prebili, ne. Ampak drugače, disciplinirano, niso dobivali nepotrebnih kartonov in tudi to je kvaliteta, ne. Kvaliteta, da so se 95 minut uspeli vračati v svoj 16, zapirati vse to skupaj, da so ogromno tekli, ogromno energije porabili, ampak na koncu bili nagrajeni za to. Ja, ker so jo porabili tam, kjer je bilo treba, da jo niso metali stran. To je zgodba vredna nadaljevanja, takoj potem. Zdaj, hočeš biti heroj, greš odprte grad, dobiš 5 komadov, pa 2 dni govorijo o tebi, potem pa vsi skupaj pozabijo, pa pravijo, ja, se to je normalno Barcelona, ne. Zdaj pa, dramaturški lok, ne, tako ko ste rekli, ne, zdaj se pa to zapleta, zdaj pa je cirkus tukaj, zdaj pa čez največji zmagovalci za vašo televizijo, to je absolutno. Ker imamo tekme za naslednji teden. Dve takšne tekme imate naslednji teden, ko je marsikdo pričakoval, da bo to samo po El Clasico en sprehod, ne. Zdaj pa na koncu Bayern je dokazal, da lahko dobi tekmo tudi v Madridu in tukaj, čeprav jaz mislim, še vedno Barcelona je veliki prednosti, ker težko je, da verjamem, da Chelsea, čeprav res kompliment za vse skupaj, kaj smo rekla, borbenost, taktična disciplina, koncentracija, da ne vem, da lahko na Nou Campu zdrživo. Dobro, on več ne more toliko kvalitetno priti v napad, ko je tudi zabijal v tistih najboljših časih, ampak on je danes v teku, v zapiranju, v taktični disciplini, v vodenju ekipe odigral fantastično. Cahill. Kdo bi lahko verjel, da bo Cahill... Me veseli, da ga nisva pokazila, da ga nisva pozabila. Da bo Cahill odigral to kvalitetno, ne. Oni so igrali v okviru svojih zmožnosti, ne, in odigrali so pošteno in meni tudi veseli, da niso tolkli brez veze, da niso bili nesramni, da je bilo to vse v feru neke borbe, ki ti jo pač vsili Barcelona za svojim načinom igranja. In zdaj pride moje zadnje vprašanje v bistvu na to temo. Vsa ta energija puščena na igrišču, ki je najbrž ogrela tudi srca številnih Chelsea-evih navijačev, ali so se preveč iztrošili za povratno tekmo na Nou Campu, ki bo prišla prehitro morda za njih? Ma ne, oni še imajo vmes Arsenal.
ti pa imajo klasik. To se pravi, oni so navajeni, oni so vzgojeni, oni so naučeni in pripravljeni na to, da igrajo v 6 dneh 3 tako pomembne tekme. Na koncu koncev, vse to je smetana evropskega fuzbala, zdaj klubske scene, ne. In regeneracija se začne že zdaj. To se pravi, to je že zdaj v nulo vse splanirano, pripravljeno in ne mislite, da zdaj to je, ne vem, nekega velikega cirkusa. To se ve, zakaj gre. Oni z regeneracijo jutri se že pripravljajo na Arsenal, trenirati kaj dosti ne morejo, ker trenirajo z tekmami. Vse na koncu to je tudi v NBA-ju takšen način, potem, ko se začne sezona in samo, ne vem, redki se še ukvarjajo s tem, ali bo zdržali ali ne bo zdržali. Če hočeš biti najboljši, moraš biti to sposoben, drugače te nite odnese. In zaradi tega jaz mislim, da je to, ta zaplet je pravi. To je zdaj prav vrhunec sezone. Že pred finalom imamo takšne udarne tekme, ki enostavno vlečejo gledalce in na stadione in pred televizorje in vse to skupaj. In tu je nogomet v veliki prednosti pred ostalimi. Kaj dodati? Se bom domislil med oglasi.